Papež se je danes srečal tudi s člani Katoliške svetopisemske zveze. Ti so se namreč zbrali v Rimu na plenarnem zasedanju, ki sledi vodilni misli vzeti iz 1. Janezovega pisma. Kar smo videli in slišali, oznanjamo tudi vam. Zapisan govor je sveti oče izročil v branje ter zbrane raje spontano nagovoril. Med drugim je izpostavil, da mora cerkev vedno biti v izhodu in hoditi po ulicah. In to pomeni, da se zgodijo tudi nesreče. Kot že nekajkrat je tudi danes dejal, da ima raje cerkev, ki je ranjena v nesreči, kot pa bolno cerkev zaprto vase. Zatrdil je, da nam Božja beseda ne olajša življenja, ampak nas vedno privede v težave. Papež je še spregovoril o oznanjevanju Božje besede med homilijo ter poudaril, da je homilija sakramental in ne sme biti predavanje ali razprava ali neka šola teologije. Poglejmo še, kaj je papež Frančišek zapisal v govoru članom Katoliške svetopisemske zveze. Izpostavi, da moramo za oznanjevanje besede resnice imeti izkušnjo besede, jo poslušati, premišljevati, se je skoraj dotakniti z lastnimi rokami. Kristjani, Božje ljudstvo, ki si ga je pridobil Bog, da bi oznanjali njegova čudovita dela, morajo predvsem častiti, brati, poslušati, oznanjati, pridigati, proučevati in širiti Božjo besedo, pri čemer se papež sklicuje na koncilsko konstitucijo o Božjem razodetju Dei Verbum. Cerkev, ki vsak dan razglaša besedo in iz nje prejema hrano in navdih, je pričevalka te učinkovitosti in moči, ki je vpisana v samo Božjo besedo. Člane Katoliške svetopisemske zveze sveti oče spodbudi, naj nadaljujejo svojim delom ter vedno ohranjajo dragoceno vrednost koncilske konstitucije o Božjem razodetju,